Nika Zorjan je tudi učila mojo hčerko in se je oglasila v začetku leta in sem iz pogovora videl, da je v hudi stiski. V bistvu je bila brez finančnih sredstev. Jaz skoraj nisem mogel verjeti, sem rekel, tako da Nika pridi, ampak prines mi bančne izpiske, ker jaz ne verjamem, da je to hudo. Tako da sem dejansko imel pogled v vse prihodke in potem sem rekel, da moramo pač najti enega odvetnika, ki bo, bi rekel, z občutkom pristopil in tudi ta odvetnik se je trudil, da bi se cel mesec izogibali medijskemu pompu, ampak nismo nekako uspeli doseči sestanka in ker je YouTube objavil tudi imena tistih, ki so sprožili odstranitev pesmi, je pač javnost to zvedla in potem je duh ušel iz steklenice. Ali se vam je ta pogodba zdela, skratka, bomo rekli, je to nekaj posebnega, ta pogodba, na katero ste naleteli, se pravi visoka pogodbena kazen, minimalni zaslužki, visoke provizije, ne nazadnje smo slišali prej v prispevku, ste s tem vplivnim glasbenikom tudi vi že sodelovali takrat. Ja, jaz sem zelo veliko truda vložil to, da sem Reju pomagal v njegovi glasbeni karieri, tudi veliko svojega časa. Nisem vedel, kakšne so pogodbe, ker se nihče nikoli ni o tem pogovarjal. Ko sem videl pogodbo, kjer ti nekomu praktično vzameš vse, nimaš pa nobene obveznosti, plus da ta oseba, tako kot ste vi napisali, bo plačala 100.000 evrov kazni, če želi oditi in pri tako, bi rekel, majhnem honorarju te kazni ne moreš izplačati.